You go, girl. A veš, kaj bi jaz rada za začetek povedala? Najprej bi res rada in iskreno rekla hvala za donacije, ki jih namenjate nama v ustvarjanju vsebinam na Metini listi. Aleš in ostali, lepa hvala za lepe želje, za kofe in kakšen pir. To je bil eno od sporočil, Aljaž. Danes bom imela opravka z dvema Aljažema, tako da eden bo uradno Aljaž, drug bo pa Pengovski. Ti bo to okej? Komu? Kateremu od obeh Aljažev, ne? Ja, Pengovski. Ja, mislim, da bo v redu. Seveda najprej lep pozdrav tudi tebi, Nataša, in najinemu gostu. Preden se lotiva današnje šalice Metinega čaja, tudi z moje strani, najlepše hvala za res vso podporo, ki jo v teh dneh, v zadnjih nekaj dneh, ki ste jo namenili Metini listi. Sicer ne, tokrat v okviru nekega drugega podcasta, ki sliši na 4 znake in 3 črke. LDGD vreče, platnene vreče oziroma totke so na voljo, nekaj jih je še ostalo, cena sitnica, ampak vsakič, ko podprete Metino listo in tudi podcast LDGD in posredno tudi podcast Metin čaj, dobite v dar eno ali pač več takih vreč, odvisno od višine vaše donacije, in res so praktične, so lepe, vanjo date lahko reformne pakete, pozive na sodišče ali pa si jo nataknete na glavo od sramu ali groze. Lahko seveda pa jo vzamete tudi na tržnico, greste z njo po knjige ali pa morda kaj drugega, kar je ljubo najinemu današnjemu gostu. Lepa je, naravno bela, gostota. Viš, to se ne spoznam, pri majicah sem malo zgruntala, ampak ajde, nekdo pa gotovo ve, gostota 140 gramov na kvadratni meter. Napis je gor pa brez zamere in tako, kot je Aljaž rekel, res je uporabna za v različnih situacijah. Tako da tole je bilo za uvod tokratne šalice Metinega čaja, ki nosi zaporedno številko 289. To je podcast, torej o medijih, v katerem se z Aljažem pogovarjava z ljudmi iz medijev. Občasno seveda tudi ljudmi, ki niso neposredno povezani z mediji, ampak imajo fajn stvari za povedati, se ukvarjajo s komuniciranjem in podobnimi kategorijami. Tako da zdaj pa z vami so torej Aljaž Pengov-Bitenc, Nataša Briški. Komentarji in predlogi so vedno dobrodošli na info@metinalista.si. Sva pa tudi, jebenti Aljaž oziroma Pengovski, na skoraj povsod. Res je, skoraj povsod. In mislim, da sva skoraj povsod, sva Pengovski in DC43 v takšni ali drugačni obliki. Mislim, da samo še na nitkah mene ni, no? Tako da ne vem pa, če si ti nanitkana. Sem. Si nanitkana? Sem, tudi to sem, ja. No, evo. Zdaj pa, živijo in zdravo, Aljaž Bastič, RTV, režiser na RTV-ju. Aljaž, zdravo. Živijo in zdravo. Snemamo v sredo, 4. decembra. Kako je, Aljaž, ob sredah dopoldne? Danes je tako, da snemam Metin čaj. Kako drugo sredo je pa kako drugače. Nimam stalnega urnika sploh, tako da zelo, zelo odvisno kdaj. Imel sem pa zobozdravnika danes zjutraj, tako da evo, to je razlika od ostalih sred. Mi pa deluješ kot nekdo, ki se zgodaj vstaja. Ali je klasična bolj televizijska ali ne vem, medijska, ki je bolj pozno. Vse pa so bili sestanki, vsaj Pengovski se jaz spomnim sestanki ob 9, pol 10. Upam, da pridemo. Percepcija je mogoče malo napačna, ker sem zelo nočna ptica. Zelo rad pozno vstajam in dolgo bedim, ampak zelo odvisno od tega, kaj počnem. Ta teden sem imel ponedeljek in torek montažo že ob 7:30 zjutraj, tako da je pač treba vstati in priti do službe. Kak drug dan delam pa recimo ravno danes imam pa do 10 zvečer termin Sinhro Studia, tako da zelo, zelo odvisno. Če pa imam osebno preferenco, se pa absolutno odločim za večerne ure. Aljaž, tvoj osnovni, z lepo slovensko besedo, billing, se pravi stvar, ki bi ti pisala na vizitki, če bi vizitko imel, ne vem, če jo imaš,
Službeno imam, No, ja. evo, potem ti gor verjetno piše televizijski režiser ali pa režiser. Drži. Recimo, ne. Ampak si v resnici si človek mnogih talentov in tudi služba televizijskega režiserja ni zdaj, domnevam, si predstavljam, sploh ne na TV Slovenija, ni zdaj Steven Spielberg, ki sedi v tistem zloživem stolčku in se dere skozi megafon. Ne. Tako da dajmo začeti Met in čaj, Nataša, če se strinjaš, z vsakim Seveda. tem osnovnim vprašanjem, ne, ki je enako za vsakega gosta in gostjo. Kdo si, kako si prišel sem, kjer si in ne, z besedami Vesa iz Teatra Paradižnik in Naše male klinike, kam si? Evo, kam sem, kdo sem, kje sem. Star sem 30 let, letos sem v tem v novem obdobju življenja televizijski režiser, diplomiral sem filmsko in televizijsko montažo, magistriral sem televizijsko režijo, vzporedno z akademijo, torej delal sem na AGRFT-ju, sem študiral še na konzervatoriju za glasbo in balet, in sicer solo petje. Predtem sem pa končal gimnazijo v Trbovljah, pa nekaj razredov nižje glasbene šole iz klavirja, pa kitare, pa tolkal, pa solo petja, tako da sem bil z glasbo vedno zelo povezan. Takoj po koncu akademije zaključil sem jo z izvirnim televizijskim muzikalom Butalci in eno obširno magistrsko nalogo, kjer sem se poglabljal v režijo klasične glasbe. Sem se zaposlil na RTV Slovenija kot televizijski režiser, kjer sem sicer že delal 4 leta pred zaposlitvijo. In praktično takoj tudi na AGRFT-ju delno kot asistent za televizijsko režijo. Tom sicer pogodbeno, tako da redno sem na RTV-ju, zraven delam pa še vse živo, vodim pevski zbor, ker sem že od nekdaj aktiven v različnih pevskih zborih kot pevec. Bil sem na nekaj svetovnih zborih mladih, to je tak fin mednarodni projekt. In ja, evo, ravno to nedeljo, torej jutri, za tiste, ki poslušate vestno v soboto, imam še en koncert z enim drugim zborom, pri katerem sodelujem, tako da evo, zelo raznoliko in pestro življenje. Ja, ampak res, daj povej, čist logistično, bil si 4 leta, si rekel, da si že delal na RTV-ju. To je bil potem honorarno, razpis, projektno. tako ja. To je bil potem razpis, ima RTV vsako leto razpise, koliko je, ne vem, režiserjev, režiserk na RTV? Ko sem prišel na RTV decembra 2018, se pravi zdaj kmalu bo 6 let, nas je bilo 19. V teh 6 letih je 5 režiserjev manj, zdaj nas je 14. Rednih razpisov ni. Jaz sem najmlajši, potem sta se hkrati z mano zaposlila še 2 kolega, ki sta, zdaj ne vem, če smem povedati, ali je to GDPR, ampak približno istih let kot jaz, malo starejša. In takoj za nami, mislim, da je najmlajši kolega tam nekje 40, 45 in potem naprej 48 oziroma 50 in plus. Tako da moram reči, da ni nekih rednih razpisov, mi smo imeli kar srečo, ker smo ravno zaradi te aktivnosti, torej 4-letne, vsak izmed nas je delal različne projekte, smo v bistvu prišli v kvoto tistih, ki so nas zaposlili zaradi elementov delovnega razmerja. Ne sicer zaradi tožbe, ampak v bistvu zaradi neke dobre roke RTV-ja. Pač mi se nismo za tožbo odločili, to želim povedati. Hkrati seveda pa tudi zaradi afinitete takratnega vodstva, ker je v nas prepoznalo nek potrebno novo energijo v skupini režiserjev, ker to je zdaj že odpiramo počasi te glavne topike naše debate verjetno, ampak to je eden izmed večjih težav RTV Slovenija, da nima kadrovske strukture oziroma da nima kadrovske politike in posledično nima nekih, bom rekel, rednih menjav kadrov, in to se pozna čisto vse povsod na čisto vsakem področju. Če pridemo do tega mastodona, ki sliši na ime RTV Slovenija in dobrih in slabih plati javnega servisa, vendarle me zanima, čisto tvojega osebnega vidika, da si povezan z glasbo, si povedal, in zdaj si režiser tudi glasbenih, pa razvedrilnih otroških in drugih oddaj. Ko je moja generacija hodila študirati, se odločala za študije, nekako veljalo, da pojdi študirati to, kar si želiš, ne to, kar je, ne vem, praktično, ali pa kjer imaš potem zagotovljeno zaposlitev.
In zdaj, prvič me zanima, ali si res želel študirati režijo, in drugič, a je bilo naključje, ali si želel potem početi to, kar zdaj počneš na RTV? Mislim, da kdorkoli gre na AGRFT, če si tega res ne želi početi, potem nekako že čez procese sprejemnih preizkusov ne pride. Ne, dejansko sem si jaz od mladih let, od osnovne šole naprej, zelo, zelo želel delati prav na televiziji. Tako da ni me, bom rekel, zanimala filmska režija per se, oziroma nasploh, ne, ta poklic. Jaz sem pač vedel, da želim nekaj početi na televiziji in se nekako ukvarjati s televizijo. Tudi konec osnovne šole smo že snemali neke oddaje, sošolci in tako naprej. Vedno sem bil v neki tej audiovizualni produkciji, pa potem sem na lokalni televiziji začel delati v 8. razredu osnovne šole, različne stvari. Tako da v bistvu je potem kar organsko prišlo do tega, da sem šel na AGRFT. Tam v 1. letniku gimnazije sem še malo razmišljal o študiju matematike, ker mi je šla kar precej dobro, ampak sem se potem zelo, zelo hitro odločil, oziroma mi je bilo jasno, da je to, kar želim početi, televizija. Tako da to, da sem prišel na RTV, je v bistvu, kot bi vidva rekla, kako pogosto uporabljata angleške izraze, dream come true. Skratka, uresničitev mojih sanj. V resnici je to nekaj, kar sem si od nekdaj želel in mogoče tudi zato lažje brodim skozi gmoto oziroma mastodont, ki mu rečemo RTV. No, to si študiral, to počneš za tiste, ki jih, mogoče bi pa to tudi mene zanimalo. Povej, kaj dela televizijski režiser? Kaj vse sem paše? Ker režiserji ste vpeti v celovito nastajanje oddaj na televiziji. Kaj to vse pripelje sabo? Predvsem ni enotnega režiranja, ni enotnega dela. Mogoče bi v splošnem delil režijo na večkamerno režijo pa enokamerno režijo, se pravi, ali delaš z večjimi kamerami naenkrat v studiu ali z reportažnim avtom na terenu, ali delaš enokamerne vsebine, se pravi razne dokumentarne oddaje, izobraževalne oddaje, reportaže in tako naprej. In seveda se glede tega delo zelo razlikuje. Pri nekih terenskih enokamernih oddajah ima režiser mogoče malo več vpliva na vsebino, ker sicer za razliko od filma je pri televiziji za vsebino veliko bolj odgovoren urednik oddaje oziroma scenarist, če je. Zakaj pravim, če je, ker velikokrat to delajo uredniki, ker scenarist je eden izmed poklicev, ki je na televiziji praktično povsem izpuhtel, nažalost. Ampak se zelo pogovarjam z urednikom glede tega, kaj delamo, kako delamo, a je kaj, kar mislim, da smo izpustili, tudi o temi, ki jo ponavadi delam, se zelo, zelo informiram, se vanjo poglobim. In seveda se potem s scenaristom oziroma urednikom pogovarjam o dramaturgiji oddaje, ali so prave sekvence na pravih mestih, ali kaj manjka, kako bo to vplivalo na gledalca, ali je vsebina prenaporna, predolga, ali so sekvence predolge in tako naprej. In seveda potem v vseh procesih v vseh fazah nadzorujem vse procese, od snemanja do zvoka, kadriranja, potem montaže, glasbene opreme, sinhra, do tistega končnega izdelka, grafike in tako naprej. Pri večkamernem delu je zadeva mogoče malo drugačna, v tem smislu, da na vsebino manj vplivam, oziroma še vedno lahko sugeriram reči, ki se tičejo dramaturgije, sploh če gre za kakšne bolj igrane stvari. Sicer pa se bolj ukvarjam z mizansceno, s pozicijo morebitnih igralcev, nastopajočih, glasbenih točk, z lučjo, s kadriranjem, se pravi, katere kamere izbiram, z vodenjem cele ekipe, s predajanjem informacij. Velja eno pravilo, oziroma v strokovni literaturi govorimo o klobukih, ki jih nosi televizijski režiser. Saj to je sorazmerno podobno klobukom dirigenta ali še koga drugega, tazga poklica, ki združuje več stvari pod sabo. Skratka, od tega, da si tudi psiholog in psihiater za svojo ekipo, motivator, idejni vodja, kreativec, eksekutor, skratka, veliko enih nians je pri tem poklicu in
ravno to je mogoče razlog, zakaj mi je to tako zelo všeč, ne? Ker je po drugi strani pa jasno tudi zelo adrenalinski. Tako da, če se vrnem na tistega Stevena Spielberga, ne, seveda ne sedim v nekem stolčku lagodno in čez megafon dajem navodila in napotila, moram tudi kar precej sam narediti, ravno zaradi tega, ker delujemo v tako majhnem audiovizualnem okolju. Ampak v resnici si pa nekdo, ki, bom rekel, držiš vse niti vajeti v rokah in vodiš cel proces. Ker imaš veliko niti, mora imeti režiser ali režiserka pod kontrolo. Ena od njih je, če gre za, ne vem, televizijske oddaje, news oddaje, je tudi voditelj ali voditeljica. Glede na to, da si ti mlajša generacija, pa da imaš opravka tudi z seveda uveljavljenimi zvezdami, kako gre to? A se pozna? Jaz mislim, da je pri vseh poklicih oziroma pri vsem delu zelo odvisno od tega, koliko imaš znanja, kakšen odnos imaš, kakšen pristop imaš, ker bi lahko isto rekel, ko delam, ne vem, s kamermani, ki so 5 let pred upokojitvijo in to odličnimi kamermani, ne tistimi, ker vem, da sta takoj pomislila, tisti pred penzijo, ki zdaj, ne bi nič. Ne, z odličnimi sodelavci, ki so si tekom let nabrali ogromno znanja, ogromno izkušenj. In jaz mislim, da moja izkušnja res, tu moram pohvaliti oziroma biti iskren, je samo pozitivna. Nihče me ni gledal na način, kaj pa ta mulj zdaj tu dela, sploh, ker sem začel pri 24, 22 delati na televiziji projektno. Seveda je pa zelo odvisno od tega, kako pristopiš. Če pristopiš z neko, bom rekel, jasno vizijo, pa z nekim delom, se pravi, da si dobro pripravljen, da veš, kaj hočeš, hkrati pa z neko skromnostjo, za katero mislim, da mora ostati ves čas ustvarjalnega procesa, tudi ko bom 60 pa 65, mislim, da je skromnost ena zelo dobra vrlina, ker prinaša kreativnost in prinaša, bom rekel, samo pozitivne učinke k projektu. Te vsak dobro sprejme, tudi voditelji, celo trenutna direktorica televizije Ksenija Horvat, z njo sem sodeloval prvič, mislim, da pred 2 ali 3 leti, pa smo tisto oddajo RTV oziroma RTV, oziroma kaj že bila, vse se ne spomnim, ampak skratka eno oddajo o RTV-ju, takrat, ko so želeli delež od oddajnikov in zvez spraviti v ločeno enoto, pa so se oni pa sami pripravljali uredništvo pa voditeljca, pa sem se rekel, jaz bi pa tudi zraven sodeloval v pripravah, pa so me kar tako malo pogledali, kaj pa je s tabo narobe. Pa sem rekel, zato ker se mi zdi, da v tej strukturi, ki ste mi jo poslali, manjka to pa to pa to, zakaj pa ne bi ontološko predstavili, kaj to je, pa me gleda Ksenija, prav, kaj ontološko, hočem reči. In potem, ko sem vztrajal pa razložil, kaj mislim, zakaj mislim, so vsi mi potem dali odziv, da v bistvu imajo tega sorazmerno malo in da bi si tega želeli več. In nisem dobil vtisa in tudi nikoli nisem takih odzivov dobil, da dej se ti tamle umaknem pa used na stol, pa pusti nam, da se mi o tem pogovorimo, mi odrasli pa ki vemo. Ne, sploh ne. Jaz mislim, da če prideš z nekim pogledom, da si pripravljen, da veš, kaj želiš povedati, te poslušajo vsi. Vendarle je poslanstvo, hiša, v kateri si, naloga, misija, če hočeš, drugačna od, širša, od izključno, zadovoljevanja nekih osnovnih vzgibov, šusa dopamina, ki ga sicer dobimo v današnjem infotainment biznisu. In me zanima, kako ti razumeš javno poslanstvo medija, kot je RTV Slovenija. In drugič, kako se ti zdi, in drugič, a je razumevanje tega poslanstva v javnosti, v plačnikih RTV prispevka, dovoljšne, da lahko to počneš. Skratka, ne vem, če sem bil zdaj dovolj jasen z vprašanjem, ampak ali imaš dovolj sredstev, dovolj resursov za početi to, kar bi po tvoje moral početi, in ali narod to razume? Zdaj, poslanstvo javnega medija se mi zdi je itak tema, o kateri bi lahko nekaj metinih čajev posneli, pa govorili o tem, kaj je poslanstvo v širšem kontekstu, v nekih, bom rekel, krilaticah oziroma besedah, kaj je poslanstvo v konkretnih akcijah, oddajah, ravnanjih,
kaj je poslanstvo v etično-moralnem smislu. Rekel bi, da je poslanstvo javnega medija to, da ljudi, pa se bom vrnil, v resnici na začetek, BBC je že 100 let nazaj rekel, informirati, izobraževati, zabavati. Hotel sem zdaj malo bolj zakomplicirati ta odgovor, ampak v resnici bolje, da se vrnem na te 3 besede. Hvala, ker ga nisi, ker sem že zakompliciral vprašanje. Skratka, te 3 besede se mi zdi kar temeljno opišejo, kaj je poslanstvo vsakega javnega medija. Zdaj, vprašanje tega, kako pa iskati ravnovesje med neko všečnostjo javnosti, kar je delno odgovor na drugi del vprašanja, in hkrati nekimi vrednotami, ki naj bi jih javni medij imel, je pa zelo, zelo težko. Recimo tipičen primer mogoče je oddaja Tarča ali podobne oddaje, ki dosegajo visoke gledanosti. Se pa včasih sprašujem, ali obkljukajo, že kar se tiče nagovora ljudi, vse tiste točke, ki naj bi jih neka oddaja, ki je v javnem interesu. Zdaj, kaj želim s tem povedati, da me ne bodo kolegi, s katerimi se sicer dobro razumem, narobe razumeli. Mislim, da je za javnost bolje, če se jim kompleksne teme predstavijo na sicer jasen, ampak celovit, miren, strukturiran, poglobljen način. In ne na način, ki je všečen, za katerega lahko po oddaji rečemo, lejte, ker smo ga dobro nasadili, ali pa ne, dobro smo ga. In ki na koncu predvsem gledalcem ne prinese katarze. Jaz mislim, da se lahko pri vseh teh stvarih, ki jih delamo, vrnemo nazaj v starodavno Grčijo, kjer je poanta vsake tragedije, pa recimo, da so javna dogajanja pri nas pogosto na meji tragedije ali pa vsaj tragikomedij, da je poanta, da imajo na koncu katarzo. Razrešitev, nek smisel, nek pomen. In pogosto pri takih oddajah tega tipa pogrešam ravno to, katarzo, razrešitev oziroma vsaj občutek, da ti je nekaj bolj jasno oziroma da se za neko problematiko vsaj nakazuje rešitev. In to bi rekel, da je poslanstvo javnega servisa. Se pravi, ne na vsak način biti všečen, ampak res delovati v najboljšem duhu. Zdaj, takoj tu pa trčimo na to težavo, da seveda, če pa tako delujemo vse povsod, so pa manjše gledanosti, je pa manjši odziv javnosti, kjer pa takoj tudi sam ne morem mimo tega, da če te pa nihče ne gleda in ne posluša, pa tudi ne upravljaš svoje funkcije. Tako da to je eno tako, kompleksno vprašanje na kompleksen odgovor, oziroma kompleksen odgovor na kompleksno vprašanje. No, ampak ko si našteval, kaj naj bi bilo poslanstvo javnega medija, katere oddaje, domače, tuje, v hiši, v kateri delaš ali drugje, ti ob tem padejo na pamet. Lahko aktualne, lahko kakšne iz preteklosti. Katere delajo to, kar ti meniš, da bi oddaje na javni TV lahko bile? V vsakem uredništvu bi jih lahko naštel nekaj, v otroškem in mladinskem lahko omenim oddaje, kot so Infodrom, Krompir, Zofka, ki seveda tudi druge, ampak ne, zdaj ste me vprašala na prvo žogo, recimo Infodrom o novicah, bom rekel, resnih vsebinah govori na enostaven, jasen način in je namenjen prav otrokom. Potem bi rekel, da je ena izmed takih oddaj zagotovo tudi oddaja Prisluhnimo tišini, pa Ahta leta, pa Kmetijski nasveti, ki so v oddaji o živalih in ljudeh, oziroma mislim, da Ljudje in zemlja, ker imamo en kup enih oddaj. Intervju je ena izmed oddaj, ki je bila, pa včasih je, ne pa vedno, v zadnjih časih dobra v tem smislu, da človeku, ki ima kaj zapovedati, daje neko težo. Zdelo se mi je tudi, da je oddaja Pogovori o prihodnosti, za katero vem, da je sicer bilo neki odziva v javnosti v smislu RTV pa zdaj nima niti za voditelja več, pa je bil koncept te oddaje, da nima voditelja, da se 3 strokovnjaki, 3 modreci pogovarjajo. Vem pa zato, ker sem bil zraven pri nastanku oddaje. In skratka, oddaje, ki sem jih gledal iz tega nabora, so se mi zdele zelo, zelo zanimive. 1 uro recimo se je dalo časa 3
strokovnjakom, profesionalcem, modrecem, da razvijajo misel, brez da jih nekdo ustavlja, da jim nekdo skače v besedo. Hkrati seveda je pa tu bilo tudi izkazano neko zaupanje do teh ljudi, a ne? Pa seveda smo bili v montaži, tako da bi morebitne ekscese lahko izločili, ampak jih ni bilo, ker se je že v začetku vabilo ljudi, ki imajo kaj tehtnega zapovedati. Tako bi nekako rekel, no, poleg seveda oddaj, snemanja koncertov, tudi dobrodelne oddaje, ravno recimo Klic dobrote, ki smo ga prejšnji teden delali, pa malo za njim je bil Miklavžev koncert na televiziji z zbiranjem dobrodelnih sredstev. Vse boš naštel, Glej, Aljaž Bastič. Mislim, vse bom politično korekten si. Vse bom naštel, pa ne samo zaradi politične korektnosti, ampak ker tudi zaradi akademijskega dela, bom rekel, precej spremljam vsebine in jih tudi, bom rekel, beležim, tudi zaradi študentov, da jim predstavljamo, kaj vse televizija dela. In čeprav sem velikokrat kritičen in pogosto celo poudarjam, da smo RTV-jevci včasih ali pa pogosto veliko bolj kritični do RTV-ja kot zunanja javnost. Ampak potem, ko na koncu pogledaš, kaj se dela, kako se dela, se mi zdi, da delamo v pravi smeri. Lahko pa se pogovarjamo o tem, kako bi lahko delali še bolje in predvsem, kako bi lahko dosegli še več gledalcev, da bi s tem še bolj izpolnili svoje poslanstvo. Tukaj se mi več vprašanj pojavlja. Prvič, koliko je optimalno vložiti dela za nek izplen, iztržek, učinek. Ker verjetno vse te oddaje, tudi če bi jih dal vse v isti termin, ne bi bile enako gledane, ker pač zadevajo, naslavljajo, Nataša, Čing, nekaj denarja v Šparovšek. 10 vrčkov. Ja, zadevajo različne segmente populacije. Po drugi strani je ravno ta populacija vedno, kako se mi zdi naravno, gleda samo na svoj interes. Pač, jaz ne gledam oddaj, ki me ne zanimajo, ergo, zakaj sploh RTV rabim, če ni oddaj, ki me zanimajo. Ena stvar. In recimo ne pomislim na kmetijske nasvete. In tretje, ves ta obseg, širok vsebinski nabor, ali to mogoče v resnici zavira ta inovativni pristop, ker verjetno pri takem obsegu oddaj, pri takšnih, spet se vračam na te omejene resurse, ki jih imate, je na neki točki verjetno ideje se srečajo z realnostjo in si na končni fazi srečen že samo, da je posnet in da je narejen v roku, zdaj pa da ni nujno vsakič znova treba testirati novih preizkusov. Tako da, how do you deal with real life v lepi slovenščini? Na prvi del vprašanja lahko rečem, da mislim in iskreno mislim, da čisto vsak človek lahko najde neko vsebino na RTV-ju, ki ga naslavlja. Ali na televiziji, ali na radiju, ali na MMC-ju, ali v glasbeni produkciji. Če ne drugega, je ogromno športnih prenosov, izobraževalnih stvari, kulturnih stvari, dokumentarni filmi, igrani filmi, serije. Skratka, skoraj težko verjamem, da bi se nekdo našel, ki bi rekel, jaz pa popolnoma ničesar ne uporabljam, čisto nič me ne zanima in čisto vse je irelevantno zame. Mislim, tak mogoče ne pozna vseh vsebin, ki jih RTV dela. Ob tem seveda takoj dodam, kot bi vidva rekla, footnote, oziroma opombo v nogi, da tudi RTV Slovenija vedno ne dela dovolj za to, da bi te vsebine prišle do javnosti. Oziroma, ravno zato, ker jih je toliko, se včasih celo kakšna izgubi. No in ravno o tem, da jih je toliko, Televizija Slovenija, sploh televizija, je že zgodovinsko delala ogromno oddaj. Preveč oddaj, glede na to, koliko ima možnosti, koliko ima kapacitet, koliko ima financ. O tem pišejo tudi številne magistrske, doktorske naloge, ki so se vsaj delno poglabljale v poglavja zgodovine televizije. Jaz bi sicer rekel tako, nikjer, kjer sem do zdaj sodeloval, nisem imel občutka, zdaj pa dajmo mi to oddajo samo na hitro spraviti čez, samo da pač je. Nikjer, popolnoma povsod, tudi zato, ker če ne drugega, je pa uredništvo tisto, ki za oddajo stoji in zanjo skrbi. Vsak želi v tisti oddaji povedati, pokazati največ. Težave, ki se pojavljajo, po mojem, so v tem, da pogosto za oddaje nimamo dovolj časa, pa ne nujno pri produkciji, ampak v razmisleku, v pripravah, v raziskovanju,
Recimo, če govoriva o dokumentarnih oddajah, ki se snemajo, oziroma dokumentarnih filmih, se vedno znova borimo s tem, koliko časa je oziroma koliko časa ni za režijsko pripravo in za raziskovanje teme. In oba vesta, da pri dokumentarnih filmih, sploh če želimo, da so res observacijski in poglobljeni in iskreni in tako naprej, je pač potrebno ogromno časa. Enako tudi pri resnih novinarskih temah. Če se spomnimo samo Ekstravizorja, ki je pred leti raziskoval bančne luknje, pa mislim, da tudi T6 in tako naprej, mislim, to so raziskave, za katere pač potrebuješ ogromno časa. Ampak čas pa stane, ne? Oziroma bi pač potrebovali več ljudi in tu nekje se velikokrat križamo. Križamo se pa velikokrat tudi pri sami organizaciji dela. V smislu tega, da bi se marsikaj dalo narediti dobro, če bi le imeli več časa za razmislek, tudi v tem smislu, da ti mogoče nekdo ne en mesec pred oddajo reče, tole bomo delali, ampak 2, 3, 4, da če se dela neka nova oddaja, da se ne dela na vrat na nos, ampak da se reče, glejte, čez pol leta bomo začeli z novo oddajo, tole so vsebinska izhodišča, dajmo najprej zdaj o vsebini premisliti. Velikokrat se pa zgodi, čez en mesec je nova oddaja, naredimo scenografijo. Ampak kaj pa vsebina? Še delamo, dajte scenografijo narediti. Ampak čak mal, za koga? Mislim, koliko je nastopajočih, koliko je gostov, kaj je v grafiki, kaj želimo sporočati gledalcem? Ja, to bomo še napisali, rečemo, da bosta 2 gosta, pa In mislim, želim povedati, da tudi mogoče zaradi ene nekontinuitete profesionalizma, tukaj pa bom zdaj mal pikar, oziroma predvsem nekontinuitete enih procesov, potem do takih stvari pride. Tudi v vodstvenih funkcijah, na vodstvenih položajih, seveda je pa delno za to odgovorno tudi to, konkretno zdaj imamo težavo in že lani smo jo imeli, da PPN, se pravi programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto, še ni sprejet. In v PPN-ju so pa oddaje, ki naj bi se pričele februarja. Se pravi, mi uradno sploh ne bi smeli razmišljati in delati na tej neki novi oddaji, ki se bo februarja pričela. Realno pa vemo, da že to, če ti delaš neko novo razvedrilno oddajo in se zanjo izdeluje scenografija, že za izdelavo scenografije, nabor materialov, govorimo samo fizično izdelavo, potrebuješ vsaj en mesec dni. Kaj šele za to, da te načrte pripraviš, da narediš raziskavo, da razmišljaš o barvah, o konstrukciji, o delovanju na gledalca, o grafični podobi, o vsebini, skratka, tu se velikokrat ustavljamo. Velikokrat dajem prispodobo oziroma primerjavo, v Metropolitanski operi v New Yorku za eno predstavo porabijo približno 4 leta. Se pravi, od tega, da naročijo predstavo in do tega, da jo vidijo gledalci na odru, potečejo 4 leta. Pri nas se velikokrat zgodi, tako so recimo delali Marcela, da mislim, da so ga v 14 dneh spravili skupaj. Mislim, kar seveda potem se vidi na ekranu. Tako da včasih je ta občutek, ampak to pa tudi ni vedno zaradi nekega šalabajzerstva, ampak pogosto zaradi neke iskrene želje potem, da bi se gledalcem čim prej ponudilo čim več. Jaz tukaj tudi čutim stisko vodilnih kadrov, ker se z njimi občasno pogovarjam, ki v nekem trenutku vidijo padajoče številke gledanosti in odzive javnosti in potem rečejo, nekaj moramo narediti, čez en mesec nova oddaja. Ja, ampak to ni rešitev. To ni rešitev. Rešitev je dolgoročna strategija, ki je mimogrede RTV trenutno nima. V času generala Andreja Watmawa je strategija potekla, ki je bila do leta 2022 in trenutno je Radio-televizija Slovenija največji medijski servis v Sloveniji brez veljavne strategije. In tudi to je del rezultatov. Sam se tukaj bi se uskočil, ker mi tako možgan počasi začne delovati in se spomnim lastne frustracije recimo pri sodelovanju s kakšnimi drugimi medijskimi mastodoni, kjer ugotoviš, da više, ko greš gor po prehrambeni lestvici, bolj je neka rezignacija, ta pristop, dober je za koga je. Da je v končni fazi, pa se mi zdi, da to pa je mogoče malo kritika te amorfne slovenske medijske krajine in tudi hkrati publike, pri čemer je spet vprašanje, kaj je vzrok in kaj je posledica.
da je 80% časa, 80% stvari za 80% ljudi dovolj dobro. In ergo, zakaj bi se znova in znova vsak teden, vsak dan sproti matral za tistih ekstra 20%, če itak večinoma tega nihče ne bo opazil. Jaz moram sicer reči, da pri naših, pa to zdaj ni lezenje v rit, ne bo nesporazuma, ampak pri naših vodilnih kadrih jaz vse nimam tega občutka, da bi šlo za saj je dober, saj je v redu. Ne? Kje jaz vidim težavo, je v tem, da se naši vodilni kadri ne ukvarjajo s pravimi stvarmi. Recimo, pred časom sem eno urednico na informativnem programu vprašal, ker smo bili, se pravi, med tistim obdobjem krize na RTV-ju kar aktivni v sodelovanju, zdaj pa urednica enega uredništva in sem jo vprašal, no, daj mi povej, koliko časa se ti ukvarjaš z vsebino, s programom in koliko časa z birokracijo, s kadrovskimi stvarmi, z ljudmi in z raznimi neumnostmi. No, pa mi povejta vidva, kak odgovor mislite, da mi je dala. Jaz mislim, da je 1/3 vsebina. Ja, enako. Max. 90% ljudje, 10% vsebina. Ja. Zato, ker so pač zadej dopusti, ure, bolniške, kaj komu paše, kaj komu ne paše, kdo bi s kom delal, kdo s kom ne bi delal, pa da jih je premalo, pa hočem reči, in ona sama mi je izkazala frustracijo. Enako sem se pogovarjal z direktorico televizije, sem jo vprašal, Ksenija, koliko odstotkov časa ti namenjaš programu v primerjavi s tem, kar si mislila, da mu boš namenila časa, pa me se je samo nasmejala. Ne? Recimo direktor televizije, čeprav naj bi imel ključno osrednjo programsko funkcijo in jo seveda tudi ima, ampak se v veliko večji meri ukvarja z birokracijo, s pogodbami, s podpisi, s financami, sestanki, z raznimi komisijami. Skratka, za tisto, kar naj bi bila njegova osrednja naloga za program, pogosto tem ljudem zmanjka časa. In enako opažam tudi na middle managementu, se pravi v nižjih skupinah, ko recimo strokovnim vodjem zmanjka časa za debate o stroki. Se pravi, namesto da bi se mi v skupini režiserjev pogovarjali o tem, kako režiramo, kakšne so vsebine, a in kaj manjka, a se je treba na kaj odzvati, recimo, da bi evalvirali oddaje, ki jih delamo znotraj televizije, se ukvarjamo z urami, se ukvarjamo s tem, koliko je priprav, se ukvarjamo s tem, kdaj je kdo planiran, kdaj se kaj prekriva. Hočem povedati, v mojih očeh popolnoma napačen fokus. In se pa strinjam, Aljaž, s tem, kar si rekel, oziroma kako sva rekla Nataša na začetku, pengovski. Ja, da... Mater, kakšen pifler si, ej. Ja, to, lej, kot Mislim, režiser poglejte. moram biti pozoren na vse. Ne, ampak želim povedati to, da se pa strinjam s tem in to je pa povedal en muzikolog na en čist drugi stvari na seminarju, enem zborovskem, ki drugač dela na Dunaju, pa mi je šel v tistem momentu malo na živce, ker vsaj jaz sem takrat dajal maksimalno od sebe, pa je rekel, ja, jaz ne razumem, zakaj Slovenci pri vsem, kar delate, ne, ste zadovoljni z 80%. Na Dunaju Avstrijci, oni dajo od sebe 120%, vi pa ste kar z 80% zadovoljni. Pa me je takrat malo znerviral, ampak potem sem se pa vedno znova vračal k tej misli in sem rekel, pismorosno, da res. Ampak mislim, da je pa to neka, mogoče tudi obrambni mehanizem v tem smislu, da če delaš preveč stvari, moraš nekje popuščati oziroma kompenzirati. Oziroma lahko samo nekaj časa delaš stvari na 100 ali pa 120%, potem ti pa enostavno ne znese, ker sicer zboliš, ker se ti sicer lahko zmeša, ker imaš sicer lahko resne težave. Zdaj, jaz lahko zase rečem, pa naj to izpade samo hvala, če želi, da jaz se pač trudim povsod dati maksimalno noc. Ampak ko se pa samo evalviram, si pa vedno rečem, pismorosno, lahko bi naredil še to, nisem naredil vsega, evo, tukaj je bila še rezerva. Tako da, ne vem, kaj mi drugega rečem. Ja, ko si omenjal pogovore z vsemi temi ljudmi, sem prepričana, da se iz odgovorov je že se dalo sklepati, da sami ne bi izbrali tega, da bi raje se 90% ali pa večino časa ukvarjali z vsebino, ne pa z ostali. Ampak smo, kjer smo, ne? Rada bi s tabo govorila tudi, zdaj, če smo na splošno malo o javnih medijih, pa tudi konkretneje o ključnih izzivih RTV-ja, hiše, v kateri delaš. Pa preden začnem, samo to, od kje je tvoja afiniteta do javnega? Zakaj recimo nisi iskal, ali pa ne vem, te ni zanimalo, iti v komercialne medije? Ne, komercialni mediji komercialni mediji me nikoli niso zanimali. Jaz tudi nekako zdaj razmišljam, da če bi bil prisiljen iti na komercialni medij, bi resno razmislil o menjavi poklica.
Pa ne zato, ker bi bilo treba, kot bi kdo mogoče zlobno pripomnil, na komercialnem mediju je treba pa delati. Ne, jaz zelo, zelo, zelo veliko delam in imam ogromno kolegov, ki tudi na RTV-ju ogromno delajo, tega se premalo poudarja. Ne? Vsi govorijo samo, vas je pol preveč, saj nobenemu se nič ne ljubi, noben noče delati. Jaz res nimam takega vtisa. Ogromno imam sodelavcev, ki veliko delajo, ki delajo tudi doma, ki delajo, bom rekel, tako kot če bi delali v komercialnem mediju, kjer vem, da so pričakovanja sicer pogosto večja, ne? Oziroma si odgovoren financam, korporativnemu in tako naprej. Kaj pa vem, kje se je ta ideja javnega začela? Mi smo doma od nekdaj gledali televizijo Slovenija, sicer tudi Pop TV, saj tudi jaz sem rasel ob naši mali kliniki, itak, a ne? Ampak nekako so me tudi vsebine RTV-ja veliko bolj nagovarjale. Jaz nikoli nisem gledal resničnostnih šovov, ker mi to ni bilo zanimivo, ker se mi je zdelo podcenjujoče do gledalca. Tudi filmi, ki so bili na televiziji Slovenija, pa dokumentarci so mi bili bolj zanimivi. Recimo, premalo menjam zdaj, ampak meni je blazno fascinanten radio kot medij. In Radio Slovenija me je od nekdaj navduševal. Jaz sem že v 8. razredu, ker sem na tisti lokalni televiziji začel brati ene lokalne novice, in sem že v 8. razredu odkril spletno stran Društva napovedovalcev Slovenije z najpogosteje napačno izgovorjenimi besedami. Ne vem, na televiziji Slovenija, na MMC-ju sem našel en podportal, enako konec osnovne šole, kjer so pisali o pravilnih tehničnih standardih, nastavitvah slike, tehnologiji, ki je zadaj, kako naj dosežemo kvaliteten televizijski ali pa radijski rezultat. Skratka, že iz tega vidika sem se ogromno naučil, ampak tudi vedno se mi je zdelo, da ima televizija Slovenija en višji nivo vsebin. Ne vem, bil sem velik poslušalec Radia Ga, pa oddaje Hribar, sem jo na podcastih gledal že kot mulc, in še česa. Ne vem, enostavno se mi je zdelo to bolj organsko, čutim, da je to nekaj, kar bi, proti čemur bi več medijev moralo stremeti. Se pravi, ne k kapitalu, ampak k vprašanju tega, kaj je dobro za ljudi, kaj je dobro za skupnost, kaj je dobro za javnost. To pač čutim v vseh stvareh, ki jih delam in v vsem. Tudi sem opredeljen k javnemu zobozdravniku, k javni zdravnici oziroma v javnem sektorju in tako naprej. In res povsod poskušam in razmišljam na ta način. Me pa samo spomni, kaj bo pa drugi del vprašanja zdaj. Ni bil drugega dela še, ker ga bom zdaj nadaljevala, namreč ključni izzivi RTV hiše. Sem prebrala 1 ali 2 članka, morda celo več, si jih napisal na to temo, ne vem sicer kako javni so, ampak si bil dovolj prijazen, da si mi jih poslal po mailu, preden smo začeli s tem snemanjem. Omenil si na začetku, da gre pri RTV-ju tudi za povsem zgrešeno kadrovsko politiko, imaš očitke v narekovaju na manko izobraževanj, na produkcijske pogoje, o čemer si deloma govoril, in tudi, da nekako sploh ni raziskav, ne obstajajo ali pa so zelo stare občinstva. Torej, zakaj nekdo gleda RTV oziroma če gleda, kaj bi od RTV-ja želel? Pa dajva mogoče začeti najprej z občinstvom. Kaj je s temi raziskavami? A jih dejansko nimate, ne veste, kdo vas gleda? Zdaj, mi vemo, kdo nas gleda. Ne? ABG Nielsen absolutno redno izvaja raziskave trga, ki jih poznate, to so te znamenite raziskave številke gledanosti, sicer na vzorcu 450 gospodinjstev, kar se meni zdi kar problematično, čeprav oni sami pravijo, da za velikost trga je to nadpovprečno veliko. Ampak mi imamo natančne podatke, kdo nas gleda, kdaj nas gleda, koliko je star, kako izobrazbo ima, v kateri regiji živi, skratka zelo, zelo natančne podatke, minutne gledanosti pravzaprav. Ok, ampak to so tehnični podatki. Ampak to so tehnični podatki, ker kot prvo jih je treba vedno vzeti v širšem kontekstu, jih analizirati. Zdaj, mi imamo analitično oziroma analitsko službo, ne, ki te podatke jemlje, ampak jaz imam drugo težavo, da mi nimamo podatkov, ki bi nekako zajemali to, kaj pa ljudje želijo gledati. Recimo BBC-jev letni načrt, vsaj eden izmed njih pred leti, se začne na drugi strani z raziskavo, z anketo med ljudmi, seveda strokovno anketo, kaj od BBC-ja pričakujejo, koliko odstotkov novic, koliko odstotkov dramskih vsebin, glasbenih vsebin in tako naprej. Skratka, seveda potem tudi z bolj kvalitativno raziskavo, z nekimi dodatnimi vprašanji, kaj je pomembno ljudem pri javnem servisu.
In to je lahko potem osnova za tvojo strategijo, za tvoj plan, za tvoje delo. Kolikor mi je znano, vem, da je pred enim letom šla okrog neka taka neformalna raziskava ravno o tem, kaj ljudje pričakujejo od Televizije Slovenija. To je bil en spletni link, za katerega pa ne morem reči, da je reprezentativen, oziroma da je to nek vzorec, iz katerega bi lahko resno črpali. In tu jaz vidim prvi izziv. Mi bi morali se več pogovarjati z ljudmi, tudi mogoče na nekih okroglih mizah, mogoče na nekih, kot imajo Američani, town hall meetings, oziroma nekih srečanjih z javnostjo, z lokalnimi ljudmi, ker jaz tudi mislim, da bi se kritike, ki so pogosto zelo glasne, v nekih sedativnih oziroma sedečih položajih in ko damo na mizo argumente in se iskreno pogovarjamo o vsebinah, bi se zelo hitro te stvari umirile, oziroma bi prišli mogoče do kakih zelo, zelo dragocenih in pomembnih uvidov, ki nam manjkajo pri ustvarjanju. Prej, ko si omenil komercialne medije, a se ti zdi, da je RTV Slovenija v prednosti, ker je pač kot javni medij ima dostop do nekega zagotovljenega financiranja, kakršno, čeprav, kot vemo, je to premajhno stališče RTV Slovenija, ali je podrejena in je v bistvu pač, ima handicap, zato ker ker je del njene naloge, da se ukvarja z vsemi temi, grdo rečeno, nišnimi interesi in ji ni treba izključno gledati na ta bottom line, na končni izid, ali se stvar finančno pokrije ali ne. Mislim, stvar se mora finančno pokriti, sicer je hiša nelikvidna, ne? Tako da v tem smislu ne moremo delati več kot to, kar imamo. Jaz bi se spet mogoče malo navezal, ker jaz sem, kot je Nataša pravilno ugotovila, ta piflar, ki gre malo raziskovati stvari, pa bere in tako naprej. Javni mediji imajo seveda po Evropi zelo različno urejeno in financiranje in, bom rekel, naloge in zakonske zahteve. Recimo BBC, pa portugalski RTP, pa še kakšna televizija zagotovo, vsaka, mislim, da 4 ali 10, mislim, da je vsaka 4 leta, z vlado sprejemajo v bistvu tako imenovani Royal Charter v Veliki Britaniji, oziroma neko pogodbo, v kateri zapiše vlada, kaj od javnega medijskega servisa pričakuje. Se pravi, v tem smislu, kakšne oddaje, kakšne vsebine, česa več, česa manj, in to zelo natančno. Zdaj, naš model je tak, da so vse te stvari zapisane v zakonu o RTV Slovenija, ampak to pa seveda pomeni, da je to zakon, ki tudi ob tem zadnjem spreminjanju v teh točkah ni doživel sprememb, je že zadnjih, koliko let, 15 ali več, isti. Se pravi, tudi te stvari so zelo splošno naštete, pripravlja vsebine za slepe in slabovidne. Zdaj, kaj to pomeni? A to pomeni, da je treba narediti, ločeno radijsko ali televizijsko oddajo, oziroma za gluhe in naglušne rečemo, da bom lažje o televiziji govoril, ali to pomeni, da se delajo vsebine znotraj vseh ostalih oddaj, ki so namenjene. Mislim, me razumete, gre v bistvu za zelo nespecifična navodila oziroma za zelo nespecifične zahteve strani ustanovitelja in tudi zaradi tega ima RTV težave s tem, kaj vse delati na kak način. Jaz bi celo rekel, da v času, v katerem smo, je ključni razmislek o tem, ali mora biti vsaka vsebina televizijska, oziroma drugače, pogledati, katere vsebine so take, ki so relevantne za audio, za radijski medij in ne za televizijo. Televizija ima ogromno pogovornih oddaj, že od nekdaj, ampak v zadnjih 10 letih pa sploh, ker so pač najcenejše, ampak se lahko pri večini njih resnično in iskreno vprašamo, ali ni to vsebina, ki bi bolje funkcionirala na radiju oziroma v nekem video podcastu z manj tehničnimi resursi. Odnos med vsakokratno politiko in RTV Slovenija, če sva zdaj se vrneva nazaj v domače loge, je kompleksen. In je v resnici, ali ni morda bolje, da je neke vrste devolucija, da je politika dala RTV Slovenija nalogo ali pa mandat, da interpretira te zakonske zahteve, kakor se ustanovi najbolje zdi, ker boh ne dej, da bi moral zdaj vsak 4 leta ali pa vsakih, toliko let obnavljati zakon o RTV Slovenija z detaljnim spiskom nalog, ker potem je pa to res, so te vsebine vsakič znova odvisne od neke politične volje
ali pa vsakokratne koalicije v parlamentu. Ja, ne, to je težko vprašanje, ne? Ampak jaz sem samo izpostavil, kako imajo različna okolja to različno urejeno. Ne? No, Ker evo, zdaj, ja. kontrapunkt tvojemu vprašanju, oprosti, je pa to, da seveda je pa RTV zaradi tega v nekem, spet, kot bi vidva rekla, gridlocku oziroma v nekem krču, ker pa številnih stvari ne more kar tako ukiniti oziroma umakniti sporeda. Saj veste tudi, ne glede na to, kako, noben ne gleda več televizije in tako naprej, Ja. ampak potem, ko se pa določena oddaja umakne sporeda ali ukine ali nadomesti z drugo, je pa skoraj vedno velik odziv javnosti in upor in sploh raznih interesnih skupin. Ne? Tako da tudi za to gre, ne? Da v takšnih rednih obnavljanjih lahko zakonodajalec bolj natančno definira. Zdaj, recimo še en tipičen primer. Seveda se v zadnjih, medijski prostor se neprestano spreminja, ampak v zadnjih 5 letih je s pojavom streaminga oziroma kodnega ali internetnega pretakanja, kako bi zdaj bila slovenska ustreznica, Kakšen lep izraz. so se številne vsebine, ki so bile prej nišne oziroma značilne za televizijo Slovenija, pojavljajo na različnih drugih kanalih. Kaj želim povedati? Recimo mašni verski obredi se prenašajo na veliko. Številne cerkve, od frančiškanov, tudi uršulink in še kakih drugih, prenašajo maše po spletu, pa razne televizije so se zdaj pojavile, ki maše dnevno prenašajo po spletu. Zadnji 2 leti je televizija Slovenija po tisti intervenciji Uroša Urbanije, ki je bil takrat direktor, začela recimo maše, svete obrede prenašati vsako nedeljo. Se pravi, prej jih je, enkrat na mesec, pa ob vseh večjih praznikih, zdaj jih vsak teden. Ampak a ni to kontradiktorno ob dejstvu, da je pa ponudbe različnih verskih obredov na drugih kanalih veliko več, kot jo je bilo? Ne? Zdaj o tem govorim, kako v bistvu tudi se odzvati in prilagoditi na nekaj, kar se potem kot neka ponudba pojavlja, ampak seveda hkrati pametno. Jaz ne govorim o tem, da bi morali te vsebine umakniti. Sploh ne, daleč od tega. Govorim pa o tem, da je treba presojati, koliko česa glede na ponudbo, kar je drugega na trgu, RTV dela. Jaz mislim, da je tu ta glavna poanta, ki jo želim izpostaviti, in zaradi tega tudi je RTV v nekem krču, ker se ne more tako hitro odzivati s tistimi vsebinami, ki jih javnost res hoče, in mogoče in tiste, ki so mogoče postale redundančne, ukiniti oziroma spremeniti ali umakniti. In zanimivo bi bilo jasno slišati, če bi takšne raziskave poglobljene delali, kaj menijo ljudje, koliko česa. Ne? Ravno zato. Jaz sem zdaj pač dal primer svetih obredov, ampak da ne bo nesporazuma, enako mislim za katerokoli drugo oddajo. Ne? Razumem, ja. Moje naslednje vprašanje bi bilo pa na kadrovsko politiko kot enega od ključnih izzivov RTV hiše, o čemer se veliko tudi v medijih, v takih ali drugačnih drobcih kdaj ujame. Ti si to omenil takoj na začetku, češ imam določene pripombe oziroma na tem področju se ne dela, kot morda bi ti. Zdaj pa, kaj ti opažaš in kaj bi ti predlagal? Težava je v tem, da ni sistematičnega pritoka novih kadrov. Novih, prvič, zainteresiranih, drugič mladih, tako je zvezdica, zakaj mladih, zato da se pač ohranja neka približna starostna razporeditev, strukture med zaposlenimi, in tretjič, izobraženimi. Zdaj, kaj se dogaja je to, da so številni sektori podhranjeni in da številni sektori imajo težavo z novimi sodelavci. Recimo sektor scene, se pravi tistih, ki postavljajo scenografije in tako naprej, je izjemno skrčen in predvsem zelo star. In zdaj, jaz nisem podcenjevalen do starejših ljudi, sploh ne, ampak mislim, da se vsi strinjamo, da je težko pričakovati od nekoga, ki pri 55 in 60 letih, da bo vsak dan 8 ur ali več premikal, prestavljal izjemno težke scenske elemente, ker ima mogoče že težave s hrbtenico, s koleni in tako naprej. Ima tudi manj energije, kar je povsem logično in razumljivo, in zato bi morali tem ljudem omogočiti mogoče drugo delovno mesto, ali da ostanejo, kjer so, če jim je v redu, ampak kaj želim povedati, imeti konstanten pretok novih ljudi. In zdaj rešitev, ki jo vidim, je sorazmerno enostavna. Televizija bi morala imeti, pa cel RTV, spet RTV, ne samo televizija, bi moral imeti vsaj enkrat na leto, če ne 2-krat na leto, en razpis oziroma poziv za, tako kot radi kdaj napišejo, za vse, ki jih zanimajo mediji. In v ta poziv noter bi morali sprejeti, po moje, 50 ali pa 100 ljudi.
In teh 50 ali pa 100 ljudi bi zdaj ali na plačanem, ali na neplačanem, ali delno plačanem, to je seveda stvar diskurza, nekem pripravništvu krožilo po hiši, jo na ta način prvič spoznavalo in radio, in televizijo, in MMC, oddajnike in zveze, regionalna centra in tako naprej, da bi zaznali, kaj vse RTV je, ker tudi to trenutnim zaposlenim manjka. So zaposleni, ki še nikoli niso, so zaposleni na televiziji, ki še nikoli niso stopili na radio, a ne? Pa smo ista hiša. Se pravi, da bi mladi pripravniki krožili med funkcijami, hkrati tudi med različnimi deli, da bi spoznali, kaj jih zanima, kje jih zanima, v katerem sektorju, katero delo, ali, hvala Bogu, da bi opazili oziroma videli, da jih mogoče pa to sploh ne zanima in bi se po pol leta, enem letu zahvalili in rekli, to ni zame, hvala, adijo. A ne? Ker tudi to je pomemben proces, ne da nekoga zaposliš, pa se potem čez pol leta izkaže njemu osebno, da mu je to muka, da ga to ne zanima, ampak ima pa zaposlitev in je pač v javnem sektorju in njemu je fajn, a ne? Ampak tak človek je potem lahko 30 let zaposlen na tej hiši in on trpi in vsi sodelavci okrog njega. Ne, odlične poante, ker veš, na kaj me tole tudi pripelje. Ko si omenil, da so ljudje, ki na radio še niso niti stopili. Težko razumem, da ob večjih projektih sodelovanje med ekipami televizije in radija ni tesnejše, oziroma kot uspem slišati občasno od kolegov in kolegic, ki delajo na RTV, gre celo za sovražno nastrojenost in dojemanje en drugega kot tekmecev. Kar je precej neproduktivno. Mislim, jaz moram reči, da sicer nimam izkušnje o sovražnosti ali pa sovražni nastrojenosti, no, to je mogoče malo pretirano. Zakaj bi delali promo temu, če pa mi nimamo nič s tem in obratno? Bolj gre mogoče za to, da so včasih delovni procesi zelo raznoliki in da je neko prehajanje med različnimi delovnimi procesi lahko neka, bom rekel, čist nevarnost oziroma izguba časa. Oziroma drugače bom rekel, če moraš biti ti zelo produktiven in zelo orientiran proti rezultatom, je seveda najlažje delati tako, kot že veš in že znaš. In je težko stopiti iz cone udobja. Tako da jaz bi prej rekel, da gre za to, ker pač so ta sodelovanja pogosto hitra, pogosto, pa ne bi rekel usiljena, ampak vesta tudi vidva in poslušalci, vsako sodelovanje mora biti čim bolj organsko, oziroma, če že ni organsko, mora biti vodeno, mora biti zadaj ogromno enih pogovorov, ogromno enega spoznavanja, enih debat in pogosto za to zmanjka časa. Tako da seveda sodelovanja so, mi pogosto sodelujemo z radijem. Jaz recimo pri vsakem koncertu, ki ga snemamo v Cankarjevem domu, sodelujem z radijem, pa se poznam z njimi, imamo telefonske številke, se dogovarjamo, se pogovarjamo in sodelujemo zelo, zelo dobro. Ne? Tudi z ostalimi novinarskimi kolegi ali pa uredniškimi kolegi ali pa z glasbeno produkcijo, recimo simfoniki se dobro poznam in sodelujemo. Ampak je pa res premalo poznavanja drug drugega in recimo, ne vem, tipičen primer je bil, ko mi je rekla ena violinistka iz simfoničnega orkestra, zadnjič smo pa igrali, ne vem, z Ano Netrebko, koliko je bilo pa to dobro, evo, to bi mogla televizija snemati, zakaj televizija tega ne snema, ne? Pa sem sam pogledal, sem rekel, pa mislim, a veste, koliko bi to televizijo stalo? Televizija ima za en koncert resne glasbe, mislim, da je to javni podatek, tako da lahko rečem, tam nekje 1000 do 2000 evrov variabile, se pravi sredstev, ki jih lahko da za pravice, parkiranje, bencin, zunanje sodelavce in tako naprej, kar se zdi mogoče veliko, ampak na koncu, ko se šteje številke, je to bistveno premalo. Ena Ana Netrebko za televizijske pravice računa po več 10 000 evrov. Mislim, hočem reči, in polka si mi to povedal, rekla, a res? Ja, mislim, valjda, no, ampak, a vidiš, tudi v tem jaz vidim enega od problemov, ker ljudje, to, kar smo že govorili znotraj tega podcasta, gre za treširanje RTV-ja, pa tukaj, pa tam, pa zakaj moramo to plačevati in tako dalje. Ljudje ne vejo, kaj vse imajo od RTV-ja in koliko kaj stane. Čeprav so podatki javni, ne? Ne s tem. Ja, ne. Vem, da so javni. Ne, ampak Nataša, se strinjam. Jaz sem zelo dolgo časa že razmišljal in še razmišljam, da bi delal podcast o RTV, pač čist izven hiše, zato da bi v bistvu predstavljal poklice, naša dela, čez to tudi RTV, ker se zelo, zelo strinjam. Te stvari niso skomunicirane z javnostjo in ni mogoče pričakovati, da bi javnost te stvari sama od sebe iskala. Absolutno se strinjam.
V tem je problem, ne? Pred časom sem poslušala en podcast z zelo pametnimi ljudmi na temo medijev, češ, če bomo bolj transparentni, skratka, kako delamo velike zgodbe, mi moramo biti samo transparentni, v redu, zgodbo objavimo, pol pa napišemo, če hočete vedeti več, ali pa metodologija, ali pa kako smo do tega prišli, da boste videli, da smo iskreno delali, kar smo delali in do kakršnih rezultatov smo prišli, pejte pa tja gledati. Nikoli noben, oziroma trije absolutno. nerdi. Jaz sem imel s tem recimo težavo med stavko, pa tudi sicer v tistem težkem obdobju, a ne, ko so vsi govorili o novinarski avtonomiji. Nihče pa ni pojasnil, kaj je ta novinarska avtonomija. A veš, jaz mislim, da ljudje, če jim rečeš, ja, novinarji smo avtonomni. Jaz mislim, da polovica ljudi bo rekla, aha, avtonomni se pravi, delate, kar hočete, a ne? Aha. Pa to seveda nima zveze s tem. In tudi take osnovne pojme bi morali veliko bolj razlagati in pojasnjevati. In v bistvu ne gledati na gledalce kot... Jaz mislim, da imamo kvečjemu s tem težavo na televiziji pogosto, da na gledalce gledamo kot na nekoga, ki itak vse ve. A ne? Tudi recimo, če govoriva o dnevniku ali pa dnevno-informativnih oddajah, je pogosto, za moje pojme, premalo konteksta pri določenih vsebinah in se v nekih zahtevnih, težkih, kompleksnih pojavih poroča, kot da itak je vsak že prebral vse o tem v Delu, pa v dnevniku, a ne, pa itak Tako. stvar spremlja in pozna. Ja ne drži. Treba je stvari pojasniti celovito, jasno in vedno znova. A ne? Vse Tako je. enako v covidu in tako naprej. Tako večkrat, ja, ker ne samo tudi, da ljudje ne gredo brati drobnega tiska, tudi vse manj, nažalost, gledajo tradicionalne in poslušajo Seveda. tradicionalne medije in se selijo drugam. Ko sva pa pri selitvah, kako dobra, slaba, spodbudna se ti zdi pa politika RTV-ja, ker o tem, ne samo v javnih medijih nasplošno, debatiramo v tem podcastu. Kako se ti zdite dobri, ko gre za prilagajanje novim formatom in doseganja ljudi tam, kjer so? Slabo. Jaz mislim, da je še vedno ena percepcija na RTV-ju, ki se sicer umika, ampak da mi naredimo, a ne, sej ljudje nas bodo pa našli, oziroma sej ljudje vejo, kje nas najti in bodo prišli do nas. Ne, nikakor. Jaz mislim, da je to v trenutni situaciji, kjer se vsak medijski ponudnik bori za svoje gledalce, napačen pristop. Jaz mislim, da bi morali veliko več delati za prisotnost na vseh družbenih omrežjih in kanalih, za prisotnost na YouTubu. Naj povem, da je recimo eno obdobje bil strani televizije moratorij na objavljanje vsebin na YouTubu. A ne? In pri čemer se strinjam, da seveda celotnih oddaj na YouTube objavljati pač ne gre, ampak izseke pa že. Saj, če gledaš berlinske filharmonike, ki imajo svoj Digital Concert Hall, oni imajo od čisto vsakega koncerta, se mi zdi, na YouTubu objavljene izseke. Po minuto 40, 2 minuti in spodaj in na koncu in vse povsod go to Digital Concert Hall. Tako. Skratka, in to bi morali delati vse povsod. In trdim tudi, da bi morali delati vsebine samo za RTV 365, za naš video spletni portal. To, kar je mimogrede Pop TV delal že pred 5 leti z LP Leno, a ne, kjer so serijo posneli pa še s kakimi drugimi serijami, ki so jo posneli samo za Vojo in so jo lahko gledalci najprej gledali samo na Voju. Ker to tudi seveda spodbudi gledalca k tej tvoji storitvi. Pri čemer takoj spet dodam, in to je reč, ki me matra že, pa mislim, da 10 let, da je iskalnik v RTV 365 popolnoma nefunkcionalen. Popolnoma nefunkcionalen. Jaz poznam polni naziv oddaje, ki jo delam, ga vpišem v RTV 365 in mi te oddaje ne prikaže. A ne? In celo nekaj časa je bil uraden odgovor kolegov, ja, veš kaj, je ful boljše, če na Google napišeš RTV 365 pa zraven naslov oddaje. Ne. Kje smo šele pri metapodatkih, pri iskanju po vsebini? Mislim, me razumete? Nekdo bi mogel napisati Beethoven in bi mu mogel ven dati vse rezultate Vse možno, vseh možnih oddaj in vsebin, seveda po nekem kompleksnem algoritmu. In to je zdaj prvi del odgovora. Drugi del je pa seveda tudi ta, da ko bi pa on pogledal enega Beethovna, bi imel pa takoj priporočilo naslednje vsebine. A ne? In RTV tu vsebine, smo mi, tako. jasno, RTV, na 365 RTV vsebine. Ne? In tu smo mi šibki. Ker jaz bom rekel tako, da kar se tiče formatov, se pogosto odzivamo, bom rekel, kar solidno, ampak spet je pa to vezano na kadrovsko politiko. Ker kako bo nekdo, ki je na hiši 30 let, da ne izpostavim starosti,
da mi kdo ne očita starizma. Kako bo nekdo, ki je 30 let na RTV-ju, pa je seveda super strokovnjak na svojem področju, ampak kako bo on delal oddaje za najstnike, za generacijo Z? Mi bi potrebovali mlajše ljudi, mlajše ekipe, tudi ekipe, ki jim lahko rečeš, lej, tu imaš kamero, počni neumnosti. Če hočeta eksperimentalni oddelek, kjer bi se kalile neke nove ideje, mislim, saj to je način, kako so Monty Pythoni prišli na BBC, saj poznata verjetno to anekdoto, ne? Ja, Kako seveda. Ja, Ampak kar povej, ja. obnovijo za splošno razumevanje. Ja, skratka, to John Cleese v eni pogovorni oddaji govori, da so prišli k direktorju BBC-ja oziroma programa in je rekel, slišim, da imate vi neko idejo za oddajo. Delali bi humoristično oddajo, tako skeči, pa malo v studiu, pa na terenu, tako bila bi precej smešna, pa tako malo animacij bi imela, v tem duhu. In reče direktor, ok, delate. In so se spogledali med sabo pa rekli, a to res ali kaj? Skratka, niso pojma imeli, kaj bodo delali, niso imeli nobenega koncepta, on jim je napol slepo zaupal, da bodo šli to delati in vsi vemo, da je pa iz tega nastala, mislim, za televizijo prelomna serija in tudi za njih kot komike, bom rekel, prelomna zadeva Monty Python's Flying Circus, ki je mestoma bizarna, vedno ironična, smešna, satirična, ampak to je nastalo v bistvu iz neke drznosti, iz nekega eksperimenta, in iz nekega poguma, ampak seveda pravim ljudem prave starosti ob pravem času. Cel kup stvari, se zdaj tukaj naštel, ampak stalno se mi je, ko si opisoval vse te in iskalnik pa RTV 365, mimo grede, jaz se najraje kar preklikam do oddaje, če približno vem, kdaj je bila, ročno in očesno brskati po arhivu. Ampak na kateri zavihek pa klikneš, ker jaz sem tudi s tem težave. Ja, Kateri zavihek moram klikati, da do tega pridem. Jaz sem kar splošno, kar vse oddaje grem gledati in potem sej traja, ampak najdem. Ampak iskalnik, absolutno. Algoritem, priporočene vsebine. Opisal si Netflix. Mislim, Netflix ali pa YouTube ali pa vsi ostali ponudniki, mislim, živijo od tega, ne. Mislim, vsi vemo, kaj pomeni watch next episode ali pa suggested show, ne. Kaj ne rečem, to je nekaj nujnega, ne. A je to, veš, zdaj bomo spet, ta domnevni clash med komercialnim in javnim, ne. Mi, RTV se pač s tem že ne bo pacala, ne. Pa jaz mislim, da jaz mislim, da ni to razlog. Jaz mislim, da je dejansko razlog tudi, in ker sem se s kolegi namreč pogovarjal zelo odkrito, tudi z bivšim vodjo MMC-ja, pa sedanjo vodjo oziroma direktorico, velikokrat, oziroma ena izmed glavnih težav so dejansko kadrovske. Zato, ker to pa oba veva, oziroma vsi trije vemo, da Google svojega iskalnika ni bom rekel, razvil s 3 študenti ali pa z 2 programerjama, pa ki so malo klikala, ne. Ampak je to zadeva, ki ima zadaj toliko, tako kompleksen algoritem, da zato je lahko najboljši na svetu, ne. To je pač zahtevno in kompleksno in noro trajajoče delo in tu se ustavlja stvar, ne. Da če bi to razvijali notranji, bi morali imeti veliko več ljudi zaposlenih, če pa to razvija nekdo zunanji, mora pa seveda za to dobiti nek razpis, nek denar, kar pa stane, ne. Tako da jaz ne bi rekel, da je tu indiferentnost. Jaz mislim, da če malo poslušamo in gledamo vse urednike ali pa direktorje, vsi govorijo o tem, da se mi moramo približati javnosti, da mi moramo priti do javnosti. Jaz mislim, da ni percepcija, nas bodo pa že našli, ne. Bila je, jaz mislim, da se umika, ampak seveda je za to potrebnih veliko enih korakov, ne, kako do ljudi priti. Časovno smo mi preko običajnega čaja, ampak je jako zanimiv in jako potreben. Upava, Hvala za prekoračitev. V preteklih letih sva govorila že z več direktorji RTV-ja, generalnimi. Upava na priložnost tudi z gospo Natalijo Gorščak. Zdaj, veliko tega si povedal, ampak če bi imel sestanek z njo, ko bo seveda poslušala ta Met in čaj, pišem, z njim se pa moram na 4 oči pogovoriti. Z Natalijo se itak poznava. Z Natalijo se poznava, ker je bila prej direktorica televizije, v bistvu pod njeno vladavino sem bil redno zaposlen, tako da sva se parkrat pogovarjala.
tudi z direktorico televizije sem sedel pred kakim mesecem ali dvema, ravno s predlogom idej. Na 2 straneh sem ji napisal predloge, kje mislim, da so izzivi, kje so rešitve in tako naprej, kaj bi morali, kako bi morali. Ampak ena izmed reči, ki mi jo je tudi takrat rekla in mi celo eno nalogo dala, za katero pa tudi jaz še nisem imel časa jo izpolniti, je bila: Aljaž, to je vse super, ampak a poznaš ljudi, ki bi to izpeljali? Pa ki imajo čas, ki imajo znanje in čas to izpeljati. Ker v bistvu večina ljudi, ki se znajo obrniti, ki kaj počnejo, so že popolnoma zasedeni. Ne? Recimo, ne vem, ena izmed takih je zagotovo tudi Linka Todorovski, ki dela vse živo. Recimo, jaz sem v eni skupini, kjer zdaj po 20 oziroma 24 letih prenavljamo etična in poklicna merila in načela novinarske etike, ali kako se reče tistemu dolgemu dokumentu. Ja. In zdaj že 1 leto sedimo, mislim, da imamo 35 verzij dokumenta in sedimo že 1 leto na sejah, kjer smo zdaj končno prišli do enega, jaz mislim, da zelo dobrega, tehtnega, natančnega, svežega dokumenta. Ampak to je čas in to je delo. Kje ste se pa zatikali? Kje ste se zatikali? Nismo se zatikali. Veš kaj, jaz sem želel vnesti noter, se pravi, ne samo novinarsko odgovornost, ampak odgovornost vseh programskih ustvarjalcev, to se mi je zdelo zelo pomembno. In predvsem, da to ni samo etični kodeks novinarskega dela, ampak vseh nas, ki ustvarjamo vsebine. Nismo se zatikali, sploh ne. V bistvu smo imeli zelo zanimive, zelo konstruktivne debate, tudi, bom rekel, noter smo bili ljudje iz celega RTV-ja, iz vseh sektorjev, ko rečem sektorjev, mislim iz vseh enotno, seveda smo bili predvsem novinarji, uredniki, jaz kot režiser. In moram reči, da so bile res zelo, zelo zanimive debate. Imeli smo zanimive debate, kar se tiče bom rekel, dela izven RTV-ja oziroma tega dela v nasprotju, v navzkrižju interesov. Imeli smo zanimive debate, kar se tiče žanrov, kar se tiče tega, kaj je dovoljeno, kaj ni. Zelo smo se pogovarjali o tem, a naj bo to dokument, ki črpa iz realnosti in se odziva na realnost, ali naj bo to dokument, ki stremi k nekim idealom, ko govorimo o tem, kaj zapišemo in kakšna so pravila. Tudi o tem, kako se dokument upošteva, smo veliko razglabljali, oziroma kaj narediti za to, da ne bo dokument samo črka na papirju in imamo pač neke konkretne rešitve, o katerih ne vem, če že lahko govorim, ker bo šele zdaj enkrat počasi šel dokument v interno javno usklajevanje. Pa smo še plus 2 leti. Upam, da ne, no. Ampak jaz mislim, da je ta dokument bil res tako, bom rekel, pa mogoče je napačna beseda zmrcvarnjen, ampak tako natančno bran, predelan, mi smo večkrat šli čez, šli od pike do pike, obračali stavke, menjali poglavja, res smo razmišljali o tem, kako dokument pripraviti tako, da bi bil uporaben, da bi bil stvaren in da ne bi bil samo nekaj, kar tam nekje je, a ne? Ker, če se zdaj vrnem nazaj na spoznavanje RTV-ja, nažalost, za veliko, veliko sodelavcev, ko jim omeniš etični in poklicni kodeks, rečejo, kaj pa je to? Kar je res kar žalostno. Kar je grozno. Ampak to spet govori o vsem tem, o čemer smo se že prej pogovarjali, o kadrih, o izobraževanju, o tem, kako ljudje pridajo v hišo in tako naprej. Kar nas pripelje v resnici do v bistvu enega koščka, ki ga mi še nismo nekako obdelali, in sicer združevanja prijetnega s koristnim. Kako ti tvoji hobiji, siceršnje ljubezni do aktivnosti, s katerimi se ukvarjaš, pomagajo pri tvojem delu? Konkretno mislim predvsem glasbo in to vrstne dejavnosti. Ja, tukaj sem lahko kar koncizen pri odgovoru, ker mi je glasba, za razliko od ostalih odgovorov, ker mi je glasba zelo blizu in sem bil pač vedno zelo aktivno v to vpet, se s precej glasbeniki na našem področju poznam in že to je ena prednost. Druga prednost je, da pač berem partiture, se pravi, sem v glasbo in tehnično in vsebinsko in z vseh vidikov poglobljen, se pravi, ko recimo delam en klasičen koncert, točno vem, zakaj gre, za katerega skladatelja, ne? Rečem Chopin, ne rečem Chopin in tako naprej, če se malo pohecam. To, kar ste verjetno vsi iz šole še spomnite. Že kdaj, ja. Ne, skratka, mi je to tako blizu, da ko delam takšne vsebine na televiziji, delam s toliko več kilometrine in nekega ozadja. In tudi, ko pridem do dirigenta, do glasbenikov, do ustvarjalcev,
me tudi oni praviloma že poznajo ali so vsaj slišali zame, že iz teh glasbenih vod in me mogoče malo bolj kot sebi enakega jemljajo. Ne. Tako da to je v bistvu glavna prednost in glavno združevanje teh dveh zadev. A je to ekvivalent, oprosti Nataša, je to ekvivalent tega, da si pač domišljam, da nekdo, ki režira nek športni dogodek, še seveda pozna elemente športa, ne vem, pri kolesarstvu tako, pri skokih tako, pri nogometu tako, da bo enostavno končni izdelek boljši, ker bo Absolutno. razumel dinamiko samega dogodka. Pa ne gre samo za razumevanje, ampak gre tudi za afiniteto. Ne? Ravno eden izmed teh še dveh kolegov, ki sta skupaj z mano na televizijo prišla, je Jaka Krivec, tudi mogoče zanimiv sogovornik za kak met in čaj, ki pa režira vse športne prenose zdaj na televiziji. Odkar je pred leti preminul Dejan Čretnik, ki je režiral Planico, Pokljuko in vse te velike športne prenose, zdaj to dela Jaka Krivec. In on seveda je po duši športnik, on je tudi treniral rokomet, nasploh ga šport zanima v vseh oblikah in normalno, da on takšne vsebine potem dela toliko bolj s srcem, zagnanostjo in intuitivno bolje, a ne? Ker je to nekaj, kar mu je blizu, kar ga zanima in kar zelo dobro pozna. Česar jaz zase ne morem trditi za šport. Ne. Na srečo, najbliže, kar sem prišel v športu, je režija 30-letnice Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je imela pa simfonični orkester na odru, tako da ni bilo kakih težav. Skratka, za režiranje odbojkarskih tekem, ker vem, da si rad igral odbojko, se ne grebaš. Vem, da si jo rad igral, pa mislim, da si nekje omenil, da ti mogoče ni šlo najboljš? Ja, kje si pa to zaznala? Aha, Ne mogoče vem, v enem saj izmed veš. teh člankov. World Wide Web. Odbojka, se pravi, meni šport nikoli ni šel. Ne v osnovni, ne v srednji šoli, evo, ena mikro zanimivost, ali kako se že reče, vroče podrobnosti, da so me v prvem ali drugem razredu osnovne šole, se pravi zelo zgodaj, sem se držal za mizo v razredu in nisem hotel iti k športni in je mogel priti profesor športne oziroma učitelj in me s tiste mize odvleči v športno. V drugem razredu pa nisem hotel iti na trim stezo in sem se prijel za neko grmovje, ki je bilo z bodicami in potem me je razredničarka vlekla z tistega grmovja stran, da sem se čisto popraskal. Kaj ti ni šlo, skratka? Veš kaj, ni mi blizu, oziroma sploh ti neki skupinski športi, žoga, ne vem, nimam težav s koordinacijo, recimo po hribih plezam ko gams, po kamnih, vse povsod, to mi je blazno ljubo, ampak žoga mi je pa, mislim, No, je ni pa pet je šans. toliko boljše. Veš To pa kaj, ja. eno vprašanje še preden gremo počasi na zanimivost. Ne? Vem, Aljaž Bastič, profesionalna deformacija, kadar nekdo dela v medijih, potem drugače spremlja tudi oddaje, ampak vseeno, iz česa se stoji tvoja medijska dieta? Kaj gledaš, kadar ne gledaš profesionalno, kadar pogledaš za dušo? Kot prvo, kar je verjetno odgovor številnih, ki delajo v medijih, zelo malo gledam televizije. Skoraj nič. Oziroma tako bom rekel, kar že gledam televizijskega, gledam seveda prek telefona, prek računalnika, prek spleta. Kvečemo za nazaj kakšne tuje televizije, kdaj pa kdaj, zato ker me zelo zanima, kaj delajo regionalni mediji, kaj delajo tuji mediji. Zelo spremljam, oziroma edina redna oddaja, ki jo spremljam, je Last Week Tonight with John Oliver, ki mi je izjemno ljuba. Potem pa razne izseke po YouTubeu, od Graham Norton šova do kakih ameriških talk šovov in še česa, serije vsake toliko, čeprav ne zelo pogosto. Če govoriva pa zdaj o informativni medijski dieti, sem pa vsak dan na MMC-ju, vsaj 3-krat, 4-krat, če že ne, definitivno preletim naslove, grem pa pogosto tudi podrobneje v članke. Ključni del medijske diete mi je pa The Guardian Weekly, na katerega sem pa zdaj naročen že kar enih 6 let. In ga berem vsak teden na vlaku, ker se vozim z javnim prevozom v Ljubljano, v službo, in vedno na vlaku berem ta Guardian in mi je izjemno dragocen, ker ima, bom rekel, drugačne vpoglede in širše vpoglede in bolj nišne tudi vpoglede v dogajanje po celem svetu, vsaj tako dojemam. Potem so pa tu še razne publikacije, ki jih kupujem občasno ali pa na katere sem bil naročen občasno, ker me pa ta publicističen del zelo zanima. Tudi kadar sem v tujini, vedno kupim časopise in dnevne in publikacije. Pri nas pa moram reči, da sem poskušal parkrat z delom, pa nekaj malega sem bil na Mladino naročen,
Vmes sem tudi šel prebrati Demokracijo, pa Reporter, pa Domovino. Skratka, tako, no, zelo poskušam si ustvariti eno širšo medijsko sliko, kaj berem, kako berem, ampak seveda ne, še če si tako želiš izstopiti iz mehurčka, je, kako se temu reče, površinska napetost dovolj visoka, da se mehurček samo malo poveča. Kot v Botru 3, ne, ko reče Al Pacino, ne, ko sem mislil, da sem že ven, so me potegnili nazaj noter. Recimo, ne, treba se pač zavedati, da z vsem, kar bereš, spremljaš, si omejen, si v svojem mehurčku in jaz mislim, da že ko prideš do tega zavedanja, ti je potem lažje kdaj stopiti ven in mogoče malo širše razmišljati. Ne? In nas tako pripeljem do zadnje točke našega programa, za katerega upava, da ga morda lahko v kakšni obliki kdaj v prihodnje še ponoviva. Ampak zadnje vprašanje, Aljaž Bastič je, da z nami in poslušalkami in poslušalci deliš eno zanimivost. Zdaj to dejansko res je lahko karkoli. Meni je bilo zanimivo, vsem je bilo zanimivo, kar si povedal. Hvala ti za vse te insights. Za tole si se pa potrudila, veš. With pleasure. Ja, to sem večkrat razmislila zdaj, ali naj ali ne. Skratka, končujeva pa tako, da pač gosta vprašava, da z nami deli nekaj, za kar oceni, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih utegnilo zanimati. Lahko ima veze s tvojo kariero, s tabo osebno ali pač tudi ne. Izvoli. Glede na to, o koliko resnih stvarih sem do zdaj govoril, bom namenoma dve zanimivosti izpostavil, ki sta popolnoma banalni in celo malo tračarsko, zgodovinsko vezani name. Ena je, da smo, ko sem omenil, da sem že konec osnovne šole snemal razne stvari, smo sošolci se dobili pri nas doma v nekem praznem nadstropju in na green screenu posneli, na zelenem ozadju, posneli enourno oddajo Piramido, takrat je bila Piramida na televiziji Slovenija in jaz sem jo vodil kot Erik Žnidaršič. In imeli smo, to je bilo, mislim, da konec 8. razreda, in imeli smo 3 gostje, ki so debatirale, jaz sem tudi, takoj ko sem zastavil vprašanje in odvodil, sem se premaknil za kamero in še snemal. In imeli smo 4 prispevke, 4 teme, debato, še 2 glasbeni točki in evo to oddajo, to je pa zdaj ta zanimivost, sem potem kot DVD poslal celo Jonasu Žnidaršiču, ker sem ga takrat precej spremljal in sem ga vprašal za mnenje in mi je celo odgovoril. Evo. Wow. Tako da to je ena taka mala neumnost, no? Ampak s tem želim mogoče povedati, da si je treba v življenju upati in da je treba v življenju pisati, reči, recimo jaz sem tudi bil do zdaj v zadnjih 3 letih že na BBC-u na snemanju enega klasičnega koncerta, samo zato, ker sem pač poslal mail, pa bil sem na snemanju berlinskih filharmonikov lani v Berlinu, pa bil sem letos na Seebühne, to je pa ta oder na vodi pri Bodensee, se pravi, kaj je že pri tem jezeru v Avstriji. Samo zato, ker sem pač poslal mail in to sem želel izpostaviti. Če poskusiš, če pišeš, če te zanima, ne moreš zgrešiti oziroma lahko kvečjemu uspeš. No, druga zanimivost, kako pa mogoče ne uspeš, ampak je pa načelnost pomembna, vsaj zame, je pa ta, da sem delal tudi na Radio KUM Trbovlje takrat in v studiu je bila ena tipkovnica, ki je zelo, zelo nagajala. Ko si pisal, ne vem, č ni delal, pa enter ni delal, pa presledek ni delal, skratka, zelo, zelo, zelo slabo. In to je bil čas, ko sem bil na gimnaziji, kjer so imeli pa v omari, ne vem, 40 starih tipkovnic, ki so pa čisto normalno delale, ampak vse za odpis. In sem rekel, daj bom jaz eno to tipkovnico na radio prinesel, ker jaz ne morem več gledati tiste tipkovnice, ki ne dela. In jo prinesem in mi reče tehnik, daj raj ti vse en to piši direktorci, ker lej, ne moreš kar tako zamenjati tipkovnice. In sem ji, in me samo naslednji dan kliče urednica moja in pravi, direktorica ti sporoča, da nimaš več vstopa na radio, da v tem smislu ne delaš več, da lahko prideš samo še po tipkovnico, ampak da ti ona ni dolžna odgovarjati in da se tako to ne dela. Oh, wow. Wow. Ja, wow. In jaz sem rekel, veste kaj,
kar obdržite tisto tipkovnico, jaz je pač ne bom prišel iskat. No, potem sva se s to direktorico čisto normalno spravila čez nekaj časa in pogovorila. Jaz še vedno mislim, da jaz nisem ravnal napačno, je pa potem mi je povedala, bila zadnji ena zgodba, ker sem imel pa baje v redakciji in v uredništvu neke dolge debate o tej tipkovnici in je ona mislila, da jo jaz hecam, po domač povedano. Jaz pa seveda vedel nisem za to, jaz sem pa samo izhajal tako kot vedno iz tega, glej, če nekaj ne dela, kaj lahko naredim za to, da bo delalo, oziroma kako lahko najdem rešitev. No, skratka, in nauk te zgodbe bi bil pa tudi, če misliš, da je nekaj prav, naredi to, tudi če boš za to imel posledice in jih boš pač nosil in boš dobil druge in nove priložnosti. Moj zadnji honorar je bil 15 €. Evo. Met in čaj ste poslušali, številka 289, najin gost je bil Aljaž Bastič, režiser na RTV Slovenija. Najlepša hvala, Aljaž, za tole skodelico metinega čaja. Hvala za povabilo, jaz se opravičujem, ker je vmes postala že skoraj 290. edicija metinega čaja, glede na dolžino. Najboljša stvar pri tej obliki, ne, medijski, je, da nismo omejeni s programsko uro. Tako da, evo, taka je. Aljaž, hvala tudi v mojem imenu, hvala tudi vsem vam, ki nas poslušate in ki nas boste še naprej poslušali in ki boste šli na metinelista.si pogledati, kaj je zdaj s tistimi vrečami, zato ker so tudi pogoji, ne, pri večjih donacijah in večjem številu vreč kar ugodni. Tako da hvala lepa za spremljanje. Če se vam zdi, da bi utegnila vsebina zanimati še koga, bova z Aljažem Pengovom Bitencem in Aljažem Bastičem, bomo veseli, če boste povezavo delili s prijatelji, znanci, ki bi morda to radi tudi slišali ali pa bi mogoče celo morali slišati za to vsebino, o kateri je Aljaž govoril, in bova vesela tudi kakšne ocene pri vaših podcast ponudnikih. To je to, do naslednjič. Živjo.